Cenjene dame in gospodje, lepo pozdravljeni iz studia 136, to so vesti na vesti. 44. predsednik Združenih držav Amerike in prvi temnopolti v ameriški zgodovini je postal Barack Obama, ki so mu zmago napovedovale tudi javnomnenjske raziskave. Obama je prejel 52% glasov volivcev, njegov republikanski tekmec John McCain pa 47%. McCain je kmalu po razglasitvi rezultatov strani medijev priznal poraz in Američane pozval, naj se poenotijo v podpori novoizvoljenemu predsedniku. Obama je po zmagi takole nagovoril Američane. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled, Americans who sent a message to the world that we have never been just a collection of individuals or a collection of red states and blue states. We are and always will be the United States of America. Črni mož v beli hiši torej. Krasno izhodišče za karikaturiste. Vzporedne ameriške volitve pa so potekale tudi v Ljubljani. Razpisal jih je Dušan Jovanović, udeležil pa se jih je tudi Peter Bizjak. Hvala. Aha, to je pa glasovnica. To niso resnične volitve, to so, bi rekel, volitve kot en tak, bi rekel, dogodek o pričakovanju novega leta. Pričakujemo novo leto, v katerem naj bi nam šlo boljše. Pri nas poslanci Desusa in predsednik stranke Karl Erjavec ostajajo na nasprotnih bregovih. Poslanci predsedniku svetujejo ponujeni položaj ministra za delo, ki pa ga je Erjavec že zavrnil in se do četrtka odpravil na dopust. O prihodnjih potezah poslanci niso hoteli špekulirati, je pa Vasja Klavora povedal tole. Da bo jasno, naša poslanska skupina, ki jim šteje 7 mož, se je odločila, da sodeluje v koaliciji. Upam, da nas bodo tudi organi stranke pri tem podprli. Stranko upokojencev v četrtek čaka izvršni odbor, ko naj bi se situacija razrešila. Franc Žnidaršič in Vili Rezman pa sta skoraj povedala, ali so imeli pri prepričevanju svojega predsednika včeraj kaj več uspeha. Bodite pozorni, kaj se zgodi v prispevku, kajti kot kaže, svoje delo še najbolj resno jemljejo novinarji. Za ministre in kar se mi zdi zelo pomembno, je ponudil Kdo od vas poslancev danes v kontaktu z gospodom Erjavcem? Se boste kaj videli, slišali? Jaz se z njim nisem pogovarjal, se pa je pogovarjal gospod Žnidaršič, ki je zdaj žal odšel, ampak vam lahko zagotovim, da smo bili v kontaktu. Ja, pa je napredek v teh stališčih od včeraj, ali kako, kaj je? Gospod Žnidaršič je govoril z njim, tako da vam res ne znamo. Ali je to tiskovna konferenca na nek način komuniciranja z vašim predsednikom? On ve za tiskovno konferenco. In je tudi, kot vam pravim, govoril z gospodom Žnidaršičem, jaz pa nisem poslušal istega telefona. Zapisnik o tiskovni konferenci bosta gospod Erjavec in Žnidaršič prebrala preko Facebooka. Sledi gospodarska vest, ki pa naj ne bi bila povezana z gospodarsko krizo. Skupina Pivovarna Laško in Infond Holding bosta preko mednarodnega javnega razpisa prodala skoraj 50% delež v Mercatorju. Po besedah prvega moža pivovarjev Boška Šrota bodo to storili zaradi izvajanja terorja strani države preko Urada za varstvo konkurence. Mi smo dosti na nek način, bom rekel, tudi branili nacionalni interes. Tudi na nek način smo branili, mi se tudi zavedamo, kaj Mercator pomeni. Mercator pomeni v Sloveniji 12 000 zaposlenih. Ima tudi največje plače v svoji branži.
ima večje plače kot Spar, Tuš, Lidl, Hofer, 30% večje od Spara, 15, od Tuša, 15 od Spara, vse to je res. Ampak očitno, seveda, Slovenci nismo s tem zadovoljni. Zelo verjetno bo treba to prodati tujcu, ker potem bodo najbrž plače še večje. Ali pa bo takšni, ko so pri Lidlu pa Hoferju. Šorot je tudi povedal, da je z mandatom odhajajoče vlade pravzaprav zadovoljen. Moram reči izresno, da vendarle zoper to vlado, ki zdaj odhaja, če vštejemo to zadnje leto, ki je ugotovila, da mora najti neko izhod, da dobi te volitve in se je spravila seveda na tekune, pa posredno do mene pravzaprav in ne morem ne vem kaj v teh očitati. Se na koncu mi je tudi prodala ta zgodasni Mercator, ki ga danes najavljamo, da ga bomo prodali. Prodala mi je tudi pivarno Laško, prodal tudi Delo, da smo lahko 100% lastniki, prodajo tudi nam je ta država ali pa vlada ali pa posredno, da sem bolj precizen, bom rekel, državne inštitucije, ki jih kontrolirala vlada ali pa nastavila svoje ljudi, vse te zadeve, tudi MAK, ne vem, če sem na koncu rekel. Boško Šorot torej nakupuje pri vladi. Ve se, kdo je najboljši sosed. Zmago Jelinčič pa ni zadovoljen s hrvaškim približevanjem Evropski uniji. Evropskim voditeljem očita preveč popustljivosti pri vključevanju Hrvaške v unijo. Ali gre tukaj mogoče za kakšna darila, kot jih poznamo, kot so recimo častni doktorati v Zadru, kot so najvišja državna odlikovanja določenim hrvaškim politikom, evropskim politikom se strani Hrvaške, ali gre tukaj mogoče za razne nepremičnine, ki so jih nekateri evropski politiki dobili od Hrvaške in tako naprej, kakšne lepe hiše ob morju in podobne stvari. Slovenija, 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 kulturac. Zoran Predin je izdal novo ploščo. Naslov te je Pod srečno zvezdo. Poskušal sem pač nekaj pesmi posvetiti razmišljanju o življenju, ampak na en svoj način, se pravi, da je zabavno, da se nasmejimo zraven, pa kakšno ljubezensko, pa kakšno pikro, pa kakšno zelo zafrkantsko, pa kakšno nepričakovano, pa eno partizansko, skratka, to je nekaj formula. Še vreme. Prejšnji teden Cerkniškega jezera še ni bilo. Najprej Pahor, sedaj Obama, svet je lep. No pa prisluhnimo še malo prijetni glasbi. Cenjene dame in gospodje, hvala za vašo pozornost. Iz studia 136 vas lepo pozdravljamo do prihodnjič. Ja, tudi to so bile Vesti na vesti.